takole, druga naloga je z funkcijo oziroma s pravokotniki. Se pravi, oblikujemo različne pravokotnike z obsegom 12 centimetrov. Zapišite 3 različne primere pravokotnikov z obsegom 12 centimetrov in izpolnite preglednico. Zdaj, kako bi se s tega lotila je, da bi rekla: v redu, ni problema, mi bomo vzeli kar, recimo, naj bo x tukaj 1 centimeter, naj bo tukaj 2, pa naj bo tukaj 3 centimetre. Zdaj pa moramo y tako določiti, da bo obseg 12. Zdaj, kako bi to računala, je čisto tako, ne, če imate pravokotnik, potem imate dve stranici A pa dve BB, ne. In zdaj poglejte, če ima tule 1 centimeter pa tule 1 centimeter, a ne, imamo tu skupaj 2 centimetra, ostaneta, je to 10 centimetrov za 2B-ja in B, to na pol, je 5 centimetrov. Ne? Skupaj mora v bistvu priti, če bi takole rekli, ne, obseg je 2A plus 2B, če bi dvojko izpostavili, A plus B, bi videli, da mora skupaj, če hočemo, da je to 12, vedno biti vsota 6. No, ali pa če gremo tako po domače, mogoče sem malo zapletla tole zadevo, ker ni tako zapletena, ne. Se pravi, zdaj, kaj pa če je stranica 2, če je A2, potem je tu 2 pa tu 2, skupaj 4. Če od 12 odštejemo 4 je 8, 8 na pol je 4, a ne. In naprej, če pogledamo, če je tu 3, ne, tu je 3, pa tu je 3, je skupaj 6, 12 minus 6 je 6, deljeno z 2 je 3, a ne. Tako pa smo dobili tele obsege, vidite, da je vedno vsota stranic je 6, 1 plus 5 je 6, 2 plus 4 je 6, 3 plus 3 je 6. Kaj pa ploščina potem? Ja, ploščina pravokotnika je A krat B, se pravi, pomnožimo te stranici, ta je 5, 1 krat 5 je 5, 2 krat 4 je 8, 3 krat 3 je 9, ne. Se pravi, tale naloga je v bistvu tako zelo enostavna, samo morate si upati, da si izmislite pač prve stranice, a ne. Ni važno, pač lahko bi tudi, ne smejo biti pa več kot 12, seveda, ne. V bistvu ne smejo biti več kot 6. Dobro, okej. Prva naloga je končana, prvi del naloge je končan, zdaj pa gremo na drugo. Narišite graf funkcije f od x je, f od x je minus x na kvadrat plus 6x. Treba je prepoznati funkcijo. Kako bi jo prepoznali? Ja, pogledamo tele x-e. Če so samo x-i, pa ni, ne vem, sinusa, ni kosinusa, ni logaritma, potem imamo možnosti linearna funkcija, kvadratna funkcija, polinomi. Racionalna funkcija bi pa bila, če bi bil ulomek. Ker je tole x na kvadrat plus x, so lahko linearna odpade, a ne, ker ne sme biti na nobeno potenco, ker pa je največja potenca na kvadrat, je to kvadratna funkcija. Pobrskamo, kako smo že reševali kvadratno funkcijo, šli smo po nekem določenem zaporedju, pa bomo šli kar tako, ne, tudi mi, A, B pa C smo določili. A v našem primeru je tista številka, ki je pred x kvadratom, to je minus 1, B je tista številka, ki je pred x-om, to je 6, C je pa tista, ki je sama, ker je trenutno ni, je to 0. Tako, za reševanje potem pa imamo dve možnosti. Prva možnost je, da ničle poiščemo z razstavljanjem, druga je, da poiščemo diskriminanto in za formulo. Jaz bom z razstavljanjem, ker smo že dovolj veliki, da to znamo, ne. Imamo zdaj ničle, se pravi minus x na kvadrat plus 6x je 0, to moramo razstaviti, da se izpostaviti. Lahko izpostavimo v bistvu minus x, pa dobimo to x minus 6 je 0. Zdaj pa prva ničla x1 je 0, druga x2 je 6. Tako, ničle imamo, kvadratna funkcija, naprej rabimo presek za y-osjo.
oziroma oziroma lahko tudi rečemo začetna vrednost, ne. Izračunamo, koliko je vrednost, ko je x nič te funkcije, f od nič je potem minus nič na kvadrat plus 6 krat nič in to je zdaj nič. Se pravi, imamo točko A, nič, nič. Pa dve ničli, ne. Tole pa tole. In še tretjo stvar potrebujemo, to je pa teme. Teme je ena taka točka, smo rekli, P pa Q. P pa Q imate vspredaj na maturi oziroma znate na pamet. P je minus B ulomljeno z 2a. P je potem minus 6 ulomljeno z 2 krat minus 1. Minus 6 ulomljeno z minus 2 je pa 3. Se pravi, P je 3. Q je pa minus velik D ulomljeno z 4a. In tu nam manjka še pa D. D bomo kar hitro izračunali. Je B na kvadrat minus 4ac. D je 6 na kvadrat minus 4 krat minus 1 krat nič. D je torej 36. Pa izračunajmo Q. Q je potem minus 36 ulomljeno z 4 krat minus 1. To pomeni, da Q je 9. Jaz takole napisala. Teme te funkcije je potem 3 pa 9. Tule plus 3 minus 36. Ja, 3 pa 9. Dobro. Postopek tale bom jaz zdaj zrisala, zato ker bomo rabili prostor, da narišemo našo funkcijo, ne. Ko imamo enkrat teme, ko imamo ničle, lahko narišemo našo funkcijo. Začnimo pa tako, da narišemo koordinatni sistem. Takole. Ta koordinatni sistem bo kanček premali. Pa se bomo znašli. Kje imamo pa zdaj? Tule. Dajmo zdaj narisati točke najprej. Oziroma, ne pozabite, zdaj malo ste razvajeni, ker ste imeli na testih vedno koordinatni sistem. Potrebno je narisati x pa y os označiti. To je prva stvar, ki jo naredite po tistem, ko narišete koordinatni sistem. Tako, ničle. Ničle so točke, kjer graf seka x os. To pomeni, na nič imamo pikico in na 6 imamo pikico. Okej. Potem naslednja točka, ki jo bomo narisali, je točka A, ki je prav tako tule. Zdaj pa še teme. Teme je pa najvišja točka, se pravi, gremo 3 v desno in 9 gor. 1, 2, 3, tule je 7, ne, pa še 2 moramo iti gor, takole nekje bo to prišlo. In dobimo tako parabolo, ki je obrnjena navzdol. Tako, tule je teme, tu so ničle, ničla 1, ničla 2 in dobimo parabolo. Okej, to je graf funkcije. Zdaj pa, za katero vrednost spremenljivke x doseže funkcija f največjo vrednost? Kje je največja vrednost? Največja vrednost oziroma ekstrem je teme. Zdaj pa, za katero vrednost x-a? Največ doseže 9, to je y. Pri katerem x-u se pa to zgodi? Pri 3. Se pravi, x je 3. Tukaj dobite verjetno nekaj točk, če imate tale narisan. Če imate teme izračunano, to se da delati tudi z odvodom, ampak mi smo zdaj kvadratno funkcijo bolj tako, ne. Okej. No, evo ga. Pa če si pogledamo zdaj rešitev, a je res taka, kot smo jo narisali, to je to, to je to.
dolžine so si izbrali 1 centimeter 5, mi tudi, 3, 3, mi tudi, 2, 4, ne, saj to je že skoraj res takole. Saj ne morem verjeti, a sem jaz narobe izračunala tam ploščine. A nisem, ne, nisem, okej. Malo sem se že ustrašila. Takole, okej, gremo nazaj. Se pravi, tole imamo prav vse točke, kandidat ne izgubi nobene točke, če zapiše primera pravokotnikov, kjer sta zamenjani vrednosti. Se pravi, še lažje bi bilo, da bi imeli 1 pa 5 pa 5 pa 1, na primer, a ne. Lahko zamenjate, a ne. Okej, ničle smo imeli 0 pa 6, 0 pa 0 je bilo, teme smo izračunali in graf smo narisali. Zdaj, oni so se odločili za izračun odvoda funkcije pa stacionarne točke in tudi dobite vse točke, če ugotovi, da funkcija doseže največjo vrednost pri abscisi temena, ne. Lahko tukaj imate, tukaj je teme, ki je sicer tukaj ni označen. Dobite v glavnem vse točke ali pa če izračunate odvod. Vseeno je to. Točke kar letijo na maturo. Super.